Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci v današnjem FB Direktu. Danes je en poseben FB Direkt. Po točno enemu tednu dni spet gostimo Ljudmilo Novak, ampak tokrat je Ljudmila Novak lih malce drugačna, ker je v tem času že postala evropska poslanka. Gospa Novak, lepo pozdravljeni v tem FB Direktu. Dober dan. Najprej iskrene čestitke ob izvolitvi za evropsko poslanko. Se spomnim, da sem vas pred enim tednom vprašal, če ste že kaj utrujeni, točno pred enim tednom sem sedela tukaj. Danes vas bom vprašal po teh parih dneh, ko ste recimo prespali tudi to izvolitev, me zanima, kako se pa danes počutite. Še enkrat lepo pozdravljeni. Najprej hvala za ponovno povabilo. Predvsem pa se zahvaljujem vsem, ki ste me podpirali oziroma mi namenili tudi svoj preferenčni glas. Najlepša hvala. Trudila se bom, da ga bom upravičila vaše zaupanje. Kar se pa tiče utrujenosti, sem že malo manj utrujena, že malo boljše spim, ampak čisto na zeleno vejo še nisem prišla, kajti volilna kampanja je trajala mesec dni in to je kar naporno, ampak hvala Bogu, bila sem izvoljena, torej napor, trud ni bil za manj in potem si človek tudi hitro opomore. Še enkrat vsem hvala in hvala tudi, da ste me spremljali tudi po mojem Facebooku in sledili, kaj počnem, kaj delam in upam, da bom lahko tudi v prihodnosti pokazala vse, kar bom počela v Evropskem parlamentu. Še to, da vprašam, pa ta občutek veselja je od nedelje še ostal? Seveda, sedaj sicer prihajajo že tudi skrbi, kako vse stvari tukaj zaključiti, ki jih imam še odprte, in pa seveda, kako organizirati se zdaj že v Evropskem parlamentu, kajti tudi tam je kar nekaj stvari za postoriti, preden sploh postaneš evropski poslanec. Še to, da vas vprašam, verjetno je bilo tudi v tem času veliko enih čestitk. Katere čestitke ste bili pa najbolj veseli? Jaz sem vesela vsake čestitke in tistim, ki še nisem odgovorila, se opravičujem, ker polovico mailov sem že predelala, polovice pa še nisem. Tudi veliko SMS sporočil je bilo, veliko pisnih čestitk, tako da res vsem hvala, ki ste med tistimi, ki ste mi čestitali, in upam, da bom uspela odgovoriti še na ostale čestitke. Zagotovo veseli tudi podatek, da je največ mladih na teh volitvah zaupalo glas prav Novi Sloveniji, prav listi, na kateri ste bili vi nosilka. Me zanima, kako gledate vi na ta podatek. Ja, to me vsekakor veseli in to je tudi dober obet za prihodnost Nove Slovenije. Meni so mladi velikokrat rekli, Nova Slovenija ima najboljši program in mladi program berejo. Če mogoče starejše generacije se odločajo na podlagi nekih drugih prioritet ali obljub ali ideoloških zadev, ne vem, pa mladi poslušajo in pogledajo in preberejo, kaj neka stranka zagovarja, kakšen je njen program, in to me veseli. Tako da sem vesela teh glasov mladih simpatizerjev, naših podpornikov, in upam, da bodo ostali naši podporniki in podpirali Novo Slovenijo, kajti potem bomo lahko tudi izvajali ta dober program. Lista NSi je dosegla tam dobrih 11% na teh volitvah. Veseli pa verjetno dejstvo, da je v vseh volilnih enotah pač izboljšala rezultati iz državnozborskih volitev. No, seveda, to je razveseljiv podatek, sicer so vse volitve nekoliko drugačne, morda pri evropskih so bolj v ospredju sami kandidati, nosilci, pri državnih zborskih malo druge prioritete, vsekakor pa je razveseljivo, da smo rezultati izboljšali. Tako je. Vaše življenje bo zdaj nekako razpeto med Bruslom, Strasbourgom, Slovenijo. Se bo težko navaditi zdaj na spremembe, na drugačno okolje dela, da tako rečem. Vem, da ste že enkrat bili poslanka, ampak... Morda je malo lažje, ker sem že enkrat bila poslanka, vem, kako stvari približno potekajo. V prvi vrsti ostajam Slovenka in doma v Moravčah, tako da tam imam tudi družino,
tako da bom preživela veliko časa tudi tam. Ko pa bom imela delovne obveznosti, pa seveda bom v Bruslu, potem na mesečnih plenarnih zasedanjih tudi v Strasbourgu, pa še kam drugam me bodo zanesle službene poti. No in evropski poslanci se prav s tem namenom, oziroma jim je omogočeno, da se vsak teden vračajo v domovino, da so v stiku tudi s svojimi državljani, tako da bom zagotovo udeleževala tudi različnih dogodkov, na katere bom povabljena in ostala v stiku s slovenskimi državljani. Torej smo lahko prepričani, da bo Ljudmila Novak v Sloveniji vsak teden. Zagotovo. Kakšne bodo vaše prve prioritete dela v Evropskem parlamentu? Zdaj vemo, da še odbori še niso razdeljeni in tako naprej, ampak kaj bi vi najraje kot prioritetno naredili v Evropskem parlamentu? Prioritetno, seveda, ves čas smo poudarjali, da so pomembni trije izzivi, od varnosti do demografije, do konkurenčnosti v globalnem gospodarstvu. Ne vem še, sem si izbrala nekaj možnih odborov, ampak potem je tudi odvisno, kako se sama delegacija slovenska znotraj EPP-ja dogovori, kdo bo pokrival katere odbore. Želim si pa med drugim tudi izpostaviti debato o tem, katere so evropske vrednote, katere so tiste vrednote, ki jih je Evropa nekoliko morda zanemarila, jih osvetliti, tako da bom poskušala na nek način sprožiti tudi razpravo o tem, ker je potrebna, pomembna. V parlamentu bo tudi nekoliko več populistov, ki ponavadi govorijo pač zelo proti Evropski uniji, tako da bom skušala pa odpirati teme, ki pa vendarle nam bodo pokazale, katere so tiste vrednote, zaradi katerih smo se tudi mi odločili, da pristopimo Evropski uniji in pa tudi zaradi katerih je vsak človek vesel, da je lahko v tej povezavi in kjer ima tudi možnosti, da si ustvarja boljše življenje. In tudi debata o tem, kako ustvarjati boljše pogoje za delo, za življenje, za družino, vse to je pomembno, da bodo ljudje čutili neko perspektivo prihodnosti. Prav to, ko ste zdaj omenili populiste, populistom je uspelo zmagati v nekaterih državah Evropske unije. EPP je še vedno vodilna stranka, so pa presenetili tako liberalci kot tudi zeleni. Kakšno mislite, da bo sodelovanje v Evropskem parlamentu? No, po mojih izkušnjah, vse stranke, ki so proevropske, bodo v mnogih točkah našle skupni jezik in se dogovarjale, ne vedno z isto politično skupino, vendarle je pomembno, da so prav te proevropske politične skupine ostale najmočnejše, da tako skrajnosti ne morejo nadvladati. To se mi zdi izredno pomembno, seveda pa bo potrebno vsekakor dogovarjanje. Kako pa gledate na slovensko delegacijo v Evropskem parlamentu? Zdaj vemo, da so 4 liste oziroma 5 strank ima svoje predstavnike. Kakšno mislite, da bo sodelovanje med slovenskimi evroposlanci, tako rečem? No, pričakujem, da bomo v stvareh, ki so za Slovenijo pomembne, dobro sodelovali. Seveda pri tem ne bomo vedno imeli enakega prepričanja in mnenja, kajti smo tudi člani stranke Slovenije, ker imamo že tukaj različna mnenja. Zagotovo pa moramo vsi delati v prid, v dobro Slovenije, se o tem pogovarjati in prepričana sem, da se tudi bomo pogovarjali o tem in sodelovali. Res, zdaj smo pol in tudi po spolu polovica, kar je nenazadnje tudi zelo dobro. Pravijo, da so takšno vodstvo oziroma take skupine, v katerih je pol moških, pol žensk najuspešnejše. Tako da jaz v to verjamem. In ker nima nihče prevlade, je potrebno se tudi več dogovarjati in pogovarjati. No, naj pa še to poudarim. Za Novo Slovenijo je vsekakor uspeh,
da ima svojega evropskega poslanca, ki smo ga do sedaj že vedno tudi imeli, kajti v parlamentu je 9 strank, pa vendarle, če se ne motim, 4 imamo evropske poslance. Boste vmes prešteli? Mislim, da smo pri 4. No, in Nova Slovenija je med temi strankami, ki ima svojega evropskega poslanca oziroma tokrat poslanko. Veseli tudi dejstvo, da so bile, če gledamo celotno Evropsko unijo, te volitve tako v povprečju so imele udeležbo tam čez 50%, kar je prvič po nekih volitvah. Pri nas je sicer se dvignila za malce, ampak še zmeraj tam pri enih 28%, če so moji podatki točni. Se vam zdi, da so Slovenci že prepoznali vrednost evropskih volitev ali bo to še treba v naslednjih letih? Bom rekla, pozitivno je, da se je udeležba nekoliko zvišala, čeprav še imamo vedno, mislim, da drugo najslabšo udeležbo. Podatek, ki pa je vendarle razveseljiv, je pa ta, da okrog 70% Slovencev še vedno podpira Evropsko unijo. Morda se jim zdi, da pač teh 8 slovenskih poslancev nima pomembne vloge, da ni tako pomembno, zato niso šli. Potem pa tudi prevečkrat se v Sloveniji pred volitvami sproža razprava o tem, kakšne privilegije, kakšne plače, premalo pa o tem, kakšne odgovornosti, kakšne so naloge, kaj so prednosti, kaj je tisto dobro, zaradi česar smo v Evropski uniji. Tudi v tej kampanji sem prav takšna vprašanja pogrešala, da bi se znova zavedli, da smo se odločili za to skupnost, zato da bi v njej bolje delovali, bolje živeli, imeli koristi, ne zaradi tega, da bomo imeli krize, težave, seveda to je treba reševati, te obstajajo, ampak v prvi vrsti pa nam Evropska unija zagotavlja mir, sodelovanje in boljše življenje. Zdaj, po vaši izvolitvi bo vaše mesto v slovenskem parlamentu zasedla nadomestna poslanka Tadeja Šuštar. Pa me zanima, ste ji že dala kakšen nasvet, mogoče, kako naj dela v svojem prvem mandatu, kakšne stvari naj izpostavlja? Ja, vesela sem, da me bo nadomestila Tadeja Šuštar, ki je, kljub temu, da je zelo mlada in če se ne motim, bo celo najmlajša poslanka sedaj v Državnem zboru, ampak že od podmladka naprej sodeluje, dela v stranki, je zelo delovna, prizadevna, aktivna, tako da verjamem, da bo znala te svoje kakovosti, kvalitete tudi dobro uporabiti v Državnem zboru. Vsak pa seveda potrebuje določen čas, da spozna način delovanja te inštitucije, da vidi, kje lahko sam več naredi, kje so njegove prednosti in jih je treba izkoristiti. Tako da sem prepričana, da bo kmalu postala zelo dobra poslanka. Kar se pa tiče inštrukcij, seveda se pogovarjamo, nihče ne more nadomestiti popolnoma drugega, ker imamo pač vsak svoje kvalitete, vsak svoje prednosti, zato jaz pravim, naj bo to, kar je ona in naj tiste svoje prednosti v največji možni meri uporabi za delo v Državnem zboru. No, prav to, kako se bo Tadeja Šuštar spopadla s svojim prvim mandatom, jo bomo lahko kar iz prve roke pa vprašali naslednji teden, ko bo z nami isto tako v FB Direktu. Gospa evropska poslanka, jaz se vam zahvaljujem za ta klepet današnji. Hvala, ker ste si vzeli čas. Vam pa želim en uspešen evropski mandat, pa se nadejam, da bova še kdaj sedela na teh stolih, tudi tekom tega mandata. Ja, hvala za povabilo, z veseljem, samo povejte, ko bo potrebno spet kaj predstaviti, predebatirati. In še enkrat hvala vsem za pozornost in seveda hvala za vaš glas in vašo podporo. Evo, najlepša hvala. Nasvidenje.